Dobro. Pogovarjali se bomo o telemetriji, torej o daljinskem nadzoru delovanja določenih sistemov, v konkretnem primeru vodovodnega sistema Dolenjske. Torej, lotili smo se enega projekta v dveh fazah, malo več o tem kasneje. Drugače pa, moje ime je Janez Bauer, sem vodja sektorja tehnične podpore na Komunali Novo mesto, tukaj pa predavatelj na šoli predmeta elektronsko poslovanje, torej na višji šoli. Zdaj, seveda, vsak sistem, ki ga vzpostavljamo, vsak sistem, ki ga vzpostavljamo, ne glede na to, ali gre to za tehnološki, tehnični sistem, ali gre za organizacijski sistem, kakršenkoli, je ponavadi dobro, da pogledamo, kaj nam veleva zakonodaja oziroma drugi predpisi, standardi na tem področju. Ker se Komunala Novo mesto uvršča med, bom rekel, izvajalce kritičnih, bi rekel, kritičnih storitev za ljudi, torej za prebivalstvo v določeni regiji, tudi za nas veljajo nekateri predpisi. Zakaj kritične storitve? Zato, ker je od tega odvisno seveda vaše zdravje, ne? Hkrati pa tudi delovanje bolnišnice, zdravstvenih domov, šol in tako naprej. Se pravi, tistih javnih organizacij, ki dejansko ne morejo delovati brez vode. Torej, zato se naša infrastruktura uvršča med kritično infrastrukturo in o tem govori Zakon o kritični infrastrukturi, ki je bil sprejet leta 2017. Med to kritično infrastrukturo uvrščamo tudi elektrodistribucijsko omrežje, torej vse energetske objekte, torej termoelektrarne, hidroelektrarne, tudi nuklearka je termoelektrarna, ne. Torej, ta zakon predpisuje, kaj morajo upravljalci kritične infrastrukture in izvajalci teh storitev pri sebi postoriti. Zatem ne moremo mimo informacijske varnosti. Kakršenkoli sistem, tudi telemetrija, SCADA, vsi torej neki informatizirani, avtomatizirani sistemi so podvrženi določenim grožnjam, ki so povezane z varnostjo delovanja, torej kibernetskim grožnjam. Pri tem smo se naslonili in tudi Zakon o informacijski varnosti, ki je bil pa sprejet lansko leto, nalaga določenim upravljalcem kritične infrastrukture, kaj morajo postoriti. In on pravi, da so to tudi tisti, ki skrbijo za pitno vodo in njeno distribucijo. Se pravi, torej, to Komunala je. Če zaidemo malo med IoT naprave, ne, danes imamo množico teh naprav in vsaka je izpostavljena določenim grožnjam, ki se lahko udejanjijo, torej nastane neko tveganje, udejanjena škoda, torej nedelovanje sistema, morda izgubljeni, spremenjeni podatki, torej ravno ta zakon govori o tem. Torej, na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju naših storitev, na kakšen način moramo poskrbeti za informacijsko ali kibernetsko varnost, ki je eno, bom rekel, ožje področje znotraj informacijske varnosti, torej, da so naprave varne, da so varovane, torej tehnično in organizacijsko, ker popolne varnosti ni, pa tudi ne moremo sistemov samo tehnično varovati, jih moramo tudi organizacijsko z dostopom, nadzorom in tako naprej. Torej, to je Zakon o informacijski varnosti, potem so pa še neka druga naša izhodišča za prenovo tega sistema. Torej, relativna zastarelost opreme, povprečno stara 8 do 10 let, vemo, kakšen napredek se je zgodil na področju programabilnih logičnih krmilnikov, na področju industrijskih PC-jev oziroma računalnikov, nasploh, se pravi, kar se tiče tehnološke opremljenosti tovrstnih objektov. Potem relativno heterogena oprema, torej oprema večjih proizvajalcev, torej Siemens, AEG, Beckhoff, pa še kakšen bi se našel. In seveda za vsakega se naučiti sprogramirati krmilnik, digitalne vhode, izhode, analogne vhode,
loviti, torej je potrebno nekaj več znanja. Zato smo se odločili, da standardiziramo opremo, torej enega proizvajalca na vseh objektih, tudi tistih, ki ne bodo še vključeni v tem projektu v prenovo, ampak bodo v naslednjih letih. Torej postavili smo nek hišni standard, ki ga bomo, bi rekel, se držali naslednjih nekaj let pri opremljanju naših objektov, ne. Naslednja je torej izhodišče, povezljivost lokacij in zahtevana redundanca. Torej danes imamo možnost prenosa signalov oziroma podatkov preko GSM, torej omrežja. Pri nas imamo tudi tukaj heterogeno tehnologijo, torej klasična radijske zveze UKV, potem nekaj podatkov oziroma objektov povezujemo z optiko, nekaj preko GSM omrežij, seveda pa UKV-ju se pač ne bomo mogli odreči, ker so nekatera področja na Dolenjskem in s tem tudi naši objekti z optiko ali GSM signalom slabo pokriti in pač ni moč nadzirati oziroma spremljati delovanja v nekem realnem oziroma vsaj približno realnem času. Torej, redundanca na tem področju bo ostala, vendar standardizirana z enotnimi modemi, z enotnimi UKV postajami. Seveda potem pa tisto ključno, tisto ključno, kar je, ne, je pa seveda, mi imamo neke senzorje na naših objektih, torej merimo tlak, merimo pretok, merimo temperaturo, pa še kakšno fizikalno veličino. To znamo početi že 20-30 let zelo dobro, ne. Ampak predvsem se pa sprašujemo, lahko s temi podatki počnemo. Ali lahko na podlagi, bi rekel, teh podatkov izboljšamo kakovost dobave, lahko, bom rekel, dolgoročno znižujemo stroške, ker bomo prečrpavali vodo v vodohrane takrat, ko je najnižja cena elektrike in tako naprej, ne. Torej, to pa je ta nadgradnja, bi rekel, povsem informacijska, ko, bom rekel, povežemo vse te naprave v enoten SCADA sistem in temu nadgradnja tehnološki informacijski ali pa tehnični informacijski sistem, malo o tem, kaj to je v nadaljevanju, torej to integrirati v eno celoto, več vam bo pa slika v nadaljevanju pojasnila, kako to izgleda, ne. Potem so pa še organizacijska izhodišča, torej imamo več kot 150 objektov, ki jih moramo na nek način kontrolirati, ne. Ti objekti so recimo črpališča, torej tam, kjer črpamo vodo, potem vodarne, tam, kjer vodo tehnološko obdelamo in jo distribuiramo v omrežje, potem pa vodovodni sistem od vodarn, torej razni vodohrani, prečrpališča, torej da iz nižje točke prečrpamo vodo v višjo točko in mi moramo vse to nadzorovati, ne. In loviti alarme, se pravi, ali je črpalka, bom rekel, ne deluje v redu, ali sploh ne deluje, ali nimamo signala in tako naprej. Torej imamo 150 objektov, ki jih bomo v naslednjih letih, bi rekel, temu recimo digitalizirali, ne. Potem naslednje naše organizacijsko izhodišče je bilo, da želimo to znanje imeti v hiši. Seveda, če rečem, da imamo recimo 4 SCADE, torej SCADE 4 različnih proizvajalcev, je težko takšen sistem upravljati, pa biti hkrati za njega tudi odgovoren, ne. Torej, želimo to poenotiti in ohranjati oziroma razvijati to znanje v hiši. Če že ne, saj do te mere, da se lahko z zunanjimi izvajalci, bi rekel, kompetentno pogovarjamo. Da znamo jasno izraziti zahteve, potrebe in, bom rekel, to, kar je potem izvedeno, tudi kontrolirati in potem sam sistem obvladovati, ne. Potem vzpostavitev nadzornega operativnega centra v režimu delovanja 24/7, torej to je kot, bi rekel, pri varnostnih službah varnostno-nadzorni center, torej nekdo mora te signale spremljati,
to je vse prikazano na monitorjih in v primeru alarmov reagirati, ne, tako kot določa nek protokol oziroma navodila za delo. In pa seveda vse to, kar sem zdaj govoril, je naloga, domača naloga, ki bi jo morali v vsakem primeru opraviti, ne glede na to, da smo sodelovali v enem projektu, ki je bil sofinanciran s strani evropskih sredstev oziroma v prvem koraku s strani Evropske razvojne banke oziroma EBRD, v drugem koraku, ki se ga pa zdaj lotevamo, pa z evropskih kohezijskih sredstev, ne. Ok, morda še nekaj PLC poznate, ste že slišali, ker ste večinoma dijaki, ne, torej programabilni logični kontrolerji, krmilniki. Se ukvarjate v šoli kaj s tem? S PLC-ji? Ok. Kaj pa programirate? Imate Siemens? Imate... Ok, dobro. Torej se ukvarjate, poznate. Potem SCADA sistem ste že slišali kdaj? Najenostavneje je to sistem, v katerega črpamo ali pa shranjujemo podatke iz telemetrije, torej iz nekih naprav, senzorjev, ki merijo neke fizikalne veličine ali pa beležijo statuse naprav. Torej črpalka dela, ne dela, ventil je odprt, zaprt, pol odprt in tako naprej, ne. Torej po angleško bi bilo to Supervisory Control and Data Acquisition Systems, ne. Potem je TMS ali TM telemetrija, ne. Sistem za oddaljeni nadzor, teledelo ste slišali, ne. Teledelo delate kdaj, spletno učilnico se prijavljate se, ne. To je neka oblika teledela, ampak tukaj pa za nas napravce skrbijo, da samodejno pošiljajo podatke in pa Technical Information System oziroma tehnični informacijski sistem kot neka, bi rekel, napredna analitika delovanja naprav ali kot sistem poslovne inteligence, samo da je usmerjen v tehnološke, tehnične sisteme, mi pa poznamo na drugi strani v poslovnem svetu poslovno inteligenco oziroma BI, Business Intelligence sisteme. Enako, samo da z nekimi drugimi podatki operiramo. Torej, če se pomudimo malo okrog pilotnega projekta, začel se je lani, torej v 2018, zaključil letos v maju 2019. Torej, namen je tak, kot sem ga že omenil, zasnova koncepta celovite rešitve upravljanja vodovodnega sistema Komunale Novo mesto, ne. Torej, Dolenjska in pa od letos naprej oziroma v začetku naslednjega leta tudi Suha krajina, ne, kjer priključujemo v upravljanje tudi suhokranjski vodovod, torej Žužemberk in tiste kraje. Torej, govorimo zdaj o zasnovi. Torej, pilotni projekt je bil faza učenja. Spoznali smo tehnologijo, spoznali smo SCADA sistem, spoznali smo hidravlični model in na podlagi tega lahko smo potem tudi dejansko izvedli javno naročilo, ker smo pač javna gospodarska služba in za evropske projekte tudi sicer moramo izvajati se pravi naročila po zakonu o javnem naročanju, smo izvedli ravno na podlagi tega znanja, ki smo ga dobili v pilotu, javno naročilo. Torej, ta projekt pilotni je bil vreden tam okrog, se pravi z programsko opremo razvojem hidravličnega modela, 10 pilotno vključenimi objekti, torej vse licence, ki jih bomo tudi potem potrebovali, okrog 230–240 tisoč evrov. No, koliko bo pa naslednji, pa malo kasneje. Torej, cilj je pa bil vzpostaviti delujoč sistem, na katerem se lahko učimo na teh 10 referenčnih objektih. 10 referenčnih objektov, torej ena vodarna, en večji oziroma dva večja vodohrana, 2 prečrpališči, pa še nekaj končnih postaj. Torej, 10 objektov je bilo vključenih v ta pilotni projekt. Če si malo pogledamo shematičen prikaz sistema, to, kar je oranžno, je novo, bo del, bi rekel, novega sistema, to je bilo pa staro. Torej, obstoječa SCADA, ki je bila razvita na tehnologiji oziroma s programsko opremo LabVIEW, pa nekaj še WinCC. Potem Aqualinki, to so naprave, ki merijo pretoke na posameznih točkah vodovodnega sistema. Morda še tole, ne. V vodovodnem sistemu, poleg tega, da imamo 150 objektov, ne, je 8000 vozlišč, na katerih lahko kaj merimo, ne. Seveda ne bomo na vseh
8000, ker to ni smiselno, ne? Ampak na nekaterih kritičnih, ne, trasah in točkah pa zagotovo bomo te zadeve merili. Torej, obstoječa SCADA, ki ima določene čisto tehnološke omejitve, torej WinCC še nekaj 16 bitov, pa LabVIEW 32 bitov, torej imamo dejanske omejitve, poleg tega relativno zastarelo okolje, omejena povezljivost, potem te Aqualinki, ki pošiljajo podatke, to je en ločen sistem, ki bo živel naprej, ker smo vezani na proizvajalca, in pa obstoječi GIS, se pravi geografski informacijski sistem. Vse te podatke smo v pilotu preselili v osrednje skladišče podatkov, torej podatkovno skladišče, data warehouse, iz katerega potem kreiramo določene kazalnike delovanja, torej sistema, potem neka napredna poročila analitična in pa to, kar je nov sistem, torej SCADA in telemetrija. To je tudi predmet novega javnega naročila. Seveda na podlagi teh podatkov in neke napredne analitike lahko izvajamo optimizacijo omrežja, torej polnimo vodohrane takrat, ko je cenejša elektrika, kot sem že omenil, zagotavljamo tlake takšne, kot jih moramo, torej ne premehne, ne prenizke, ne. To se da veliko narediti z, bi rekel, samim upravljanjem črpalk, ventilov in tako naprej, ne. Moramo vedeti, da pač vsak sistem, nimamo v resnici popolnoma zaprtih sistemov, tudi ta ni zaprt sistem, če ne drugače že nekaj izgub vode je iz sistema, torej kje kakšna cev pušča, kakšen ventil pušča in tudi na ta način lahko ugotovimo, ne, kje katere trase puščajo, saj to smo že zdaj lahko, ne, torej enkrat na mesec gre nekdo pogledat števc, koliko je bilo načrpane vode, pa koliko je bilo oddane vode, torej nekje vmes se je izgubila, razen če se ni kdo na kakšen hidrant preklopil, ne, tudi to se zgodi, ne. Okej, tudi to lahko, se pravi, v sistemu vidimo, ne, če se nenadoma pojavi dvig porabe vode, ne, torej pomeni, da v nekih, da so to neke nenormalne okoliščine in je treba biti pozoren, ne. Tako nam je letos recimo v Šentjerneju je pač nekdo odprl hidrant in se je spraznil vodohran, ne. In seveda to skozi sistem opaziš, reagiraš, ne, in seveda sistem vodohran se ni do konca spraznil. Smo relativno hitro zaznali, ne, je pa bilo 12 litrov vode na sekundo, to je zelo veliko, ne, je šlo ven. Tako da, ampak to je bila sabotaža, torej tudi proti takim stvarem se ne moramo boriti, ne, ker pač hidrant je tam zaradi nekih drugih stvari, če ga nekdo na silo odpre, ga bo odprl, ampak lahko pa mi pravočasno zaznamo, da se je nekaj zgodilo, ne, in pošljemo dežurnega na teren, ne. Okej. Torej, to je predmet prenove, osrednje podatkovno skladišče in pa hidravlični model, ki je, bom rekel, nekje tukaj vmes, ker se napaja iz teh podatkov, nameščen pa sicer hardversko je na tem delu. Mogoče vam bo ta slika malo več pojasnila, kako je ta sistem vzpostavljen, torej topologija in arhitektura sistema. Tukaj imamo te krmilnike na nekih objektih, na postajah, kjer nekaj merijo, pošiljajo podatke preko, najpogosteje preko GSM modemov v APN, se pravi ločenem omrežju, ali pa tudi preko UKV ali optičnih povezav v naš sistem, se pravi na fizični strežnik, kjer je klasična Windows strežniška infrastruktura, torej 2016, Hyper-V virtualizacija, torej tečejo trije virtualni strežniki, eden za SQL, se pravi podatkovno bazo, drug za Acquis sistem in pa tretji za SCADO, ne. SCADA je klasična, kupljena s police, torej italijanska, ProGea Movicon, dosti uporabnikov prijazna, če nisi nikoli delal prej SCADO, ne bi smel biti noben problem, da se ne naučiš v enem tednu, ne. To, potem seveda pa komunikacijska zadeva in pa neka nadzorna
delovna postaja, s katero nadziramo in prikazujemo podatke na zaslon računalnika, lahko na projektor takšen ali pa na več zaslonov, kot imajo to v Darsovem centru, če gledate poročila, novice oziroma obvestila o stanju v prometu, vidite, tam imajo en kup zaslonov, ne. To lahko tudi tukaj naredimo. To je čisto taka dosti enostavna arhitektura, ključ pa je torej v programski opremi, ki na enotni in integrirani platformi združuje vse te podatke, hkrati pa, če gremo nazaj, v to osrednje skladišče podatkov bomo shranili vse podatke iz starih skad in stare skade ugasnili, ne. Moramo vedeti, da stroški upravljanja sistemov so povezani tudi z vzdrževanjem oziroma ohranjanjem delovanja starih, tako imenovanih legacy sistemov, in na ta način bomo se tem stroškom izognili. Torej, ugasnemo, podatki so pa tukaj vsi, ki pač jih smo do danes oziroma do včeraj zbrali, ne. Okej. Še mogoče, kako izgleda en tak vpogled v skado, torej vsak objekt od teh 150 oziroma v tem drugem delu projekta 86 pride v upoštev, ne. Vizualiziramo, torej narišemo vodohran, črpalke, senzorje in za vsak, bom rekel, ta del, kjer merimo neke parametre, nastavimo parametre. To naredimo v drugem delu, torej tukaj imamo en primer, tam se slabo vidi, ne, torej vodohran, ne, imamo dve višini, torej maksimalna, minimalna, in ko nastavimo minimalno, kaj se zgodi v primeru, da pade pod nivo 110 centimetrov. Ali se sproži alarm, se pošlje SMS sporočilo, elektronsko sporočilo, pač nekaj se mora zgoditi, ne. Ali se pa vklopi črpalka za to, da bo napolnila vodo do nekega primernega nivoja, ne. Seveda klasične tiste uporabniške spremeni, shrani in tako naprej. Za vsak objekt, za vsak parameter, ki ga merimo, lahko to nastavimo, ne. Zdaj pa si predstavljate, če imamo 150 objektov, pa na vsakem objektu merimo vsaj 3 parametre, pa na marsikaterem objektu še kakšen parameter več, torej temperatura, pretok, tlak, kaj bi še lahko merili, relativna vlaga ni pomembna, ne. Pa če je to že 450 parametrov, ki jih moramo loviti, in zdaj seveda nekateri parametri so pomembnejši kot drugi, ne, to pa ravno optimiziramo ta pogled, lahko tudi znotraj tega, znotraj te skade, lahko pa znotraj tehničnega informacijskega sistema, ne. Ampak to je čisto operativni, ne, real-time nadzor, tisti tehnični informacijski sistem je pa niti ni potrebno, da je real-time, ne, ker gremo delati pač neke predefinirane ali ad hoc analize, ne, delovanja sistema. To je torej nastavitev parametrov, to je pa še hidravlični model, vidite, to so vse naše točke, ki bi jih lahko sicer merili, ne. To je prikaz tlakov, torej v našem sistemu, in na podlagi, bom rekel, meritve tlakov smo razdelili tole regijo oziroma to geografsko področje v regije z manjšim oziroma višjim tlakom, vidimo, nikjer ni presežen tlak, ker oboje ni v redu. Torej, če je tlak previsok, ne, imamo možne okvare na ventilih, torej na ceveh lahko popokajo, če je pa prenizek tlak, pa lahko nekateri ljudje sploh nimajo vode ali pa se pritožujejo, da jim samo curi iz pipe, ne, da ne teče, torej ne moremo doma skuhati kosila ali pa oprati posodo, ne. Torej, in to je dejansko rezultat tega pilotnega projekta. Torej zdaj pa, če gremo v nadaljevanje tega pilotnega projekta, gre v resnici samo za širitev, ne. Torej, gre nadaljnjih 86 objektov v to, ne, kje je še tista razlika do 150, pa pač v naslednjih letih, ne. Ampak to so vsi objekti, ki so kritični, zelo kmalu bodo šli pa še 14-15 objektov iz Suhokranjskega vodovoda, ki ga prevzemamo v začetku naslednjega leta, ne. Torej, te objekti so, kot sem rekel, črpališča, vodohrani, vodarne, prečrpališča, torej namen ohranjamo isti,
Torej integracija telemetrije, SCADA sistema in hidravličnega modela v enotno platformo. Vrednost projekta je pa približno 540 000 evrov. Torej fizična, električarska dela, programerska dela, morate vedeti, da je 86 objektov, pa treba včasih na kakšen objekt dvakrat prideti, ne? Pa če računate, da za vsak objekt potrebujemo vsaj en dan, ne? Ker obseg prenove objekta je zelo različen. Nekateri objekti se prenovijo v celoti, torej celotna infrastruktura, celotna krmilna omara, po nekaterih objektih pa samo krmilniki, ne? Ali pa mogoče vhodno-izhodne enote, ne? Seveda, zato smo izvedeli javno naročilo. Javno naročilo je pravnomočno, torej je izbran ponudnik. Ne glede na to, da je izbran ponudnik, naša želja in strategija je, da želimo imeti ključno znanje še vedno v hiši. Pričenjamo decembra, ravno naslednji teden imamo sestanek, se pravi za uvedbo v delo, rok izvedbe je 1 leto. Tako da, to je bilo z moje strani. Timing smo kar ujeli. Kakšno vprašanje? Ni. Ja? Informacijske varnosti, glede na to, da so to kritični sistemi, je nekaj važno, kdo je izvajalec? Je. Torej, mi smo v javnem naročilu opredelili zahteve, kaj mora ta izvajalec čemu slediti. Mi v hiši imamo vzpostavljen, bi rekel, v pretežni meri sistem varovanja informacij v skladu s standardom 27001. To je še en standard, ki govori o informacijski varnosti in je krovni. To je cela družina standardov 27000. En podstandard je tudi, ki govori samo o kibernetski varnosti, eden samo o varnosti recimo računalništva v oblaku oziroma storitev v oblaku. Torej, mi smo opredelili zahteve in ob uvedbi v delo, se pravi, bomo mi na izvajalce seznanili, ne, kaj moramo spoštovati oziroma kaj mora spoštovati. Hkrati pa bodo vse te, bi rekel, ukrepi za zagotavljanje informacijske varnosti vgrajeni, torej v kontrolo pristopa, torej upravljanje uporabniških imen, gesel in protivirusne zaščite, ločevanja omrežij, torej ta sistem bo v povsem ločenem omrežju, ne, z zelo omejenim dostopom, torej govorimo o številu ljudi ena roka, ne, torej 5, 6 morda, ne, več kot 10 pa zagotovo ne. Torej ja, to smo upoštevali. Torej zahteve za kibernetsko varnost oziroma informacijsko varnost zagotovo, ne. Seveda pa obstajajo še vedno neka realna tveganja, ki predvsem z vidika sabotaže in tako naprej, ne. Ampak proti temu pa ne moremo. To bi pa bistveno podražilo, ne, sistem, torej neke varovane ograje z geosenzori, torej senzori vibracij in tako naprej. To nima smisla, ne. Ok, še kakšno vprašanje? Ja? Zanima me, če so delavci na vodovodu, če to s pridom uporabljajo, ali obstaja tudi mobilna aplikacija, torej da na terenu lahko tudi tako pogledajo. Ja, zdaj mi imamo, kot sem uvodoma rekel, več ločenih sistemov. Torej, že zdaj lahko oni spremljajo obstoječo SCADO preko VPN povezave na tablici ali na telefonu. Torej, lahko za vsak izmed objektov vidijo, kakšen je status tega objekta, torej, kakšni so alarmi in tako naprej. To lahko počnejo, ne, že zdaj. Seveda, v novem bo pa to še bistveno enostavnejše, ker je tudi sam spletni servis oziroma spletni del tega SCADE prilagojen, se pravi, tako imenovani responsive design in tako naprej, ne, je kar tehnološki korak naprej. Lahko spremljajo, seveda. Še? Dobro, hvala lepa.